kaj so te lastnosti, ki so ti pomembne, ko postavljaš ekipo. Pa vem, da smo šli v zadnjih 2 letih čez zelo razburkano obdobje COVID-a, zdaj prihaja še zelo zanimivo obdobje pred nami, ki zna biti zelo težko. In me zanima, kaj pa misliš ti, da mora pa po drugi strani dober vodja imeti oziroma lider? Kakšne lastnosti so danes potrebne oziroma pomembne? Dober lider, veš, tiste klasične, kaj je menedžer, kaj je lider, v to se sploh ne bi spuščal. Ne? Ja. Ampak po mojem mnenju, dober lider mora biti, prva stvar mora biti dostopen svoji ekipi, mora jih mora jih opolnomočiti. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes zelo posebna oseba, ki je spremenila naše nakupne navade in digitalizirala nakupno izkušnjo. Tako da lepo pozdravljen, Marin. Živijo, Mark, živijo poslušalci. Zdaj, preden greva pokukati v tvoje izjemne in pa bogate izkušnje, v tvoje razmišljanje, ki je res fantastično, bi te rad našim poslušalcem predstavil. Zdaj, ti si ena izmed redkih oseb, ki je dejansko živela in pa postavila na različne platforme. Delal si na Bolhi, na Ceneje, kjer si tudi bil na koncu CEO in pa solastnik, potem si bil vpleten v Jeftinije, vmes si poštartal tudi svoje podjetje Evolutions Hub s partnerji, tako da imaš izjemno veliko izkušenj, pa zadnja zgodba, ki jo trenutno, pelješ in osvajaš trg avtomobilske industrije, je Brift oziroma Autobrift, kjer si tudi solastnik in pa CEO. Ena izmed tvojih zelo odličnih in pa zanimivih lastnosti, da imaš tak can-do attitude, tako da zelo veliko stvari uspeš narediti. Zdaj, trenutno, kakor sem že omenil, si izvršni direktor pa soustanovitelj podjetja Autobrift. To je mlado in pa inovativno podjetje, ki postavlja platformo SaaS in probate optimizirati poslovanje in upravljanje storitev mobilnosti in pa digitalizirati celoten proces dobave, upravljanja prodaje, tako da se bo pa dotaknile te velike zgodbe. Bil si del, kakor sem že rekel, teh velikih mednarodnih platform, ki jih boš tudi delil z nami. Potem ena izmed stvari, ki verjetno poslušalci ne vejo in si v bistvu ti zaslužen, je, da si poštartal in naredil prvi dogodek v regiji z naslovom E-commerce Day in je še danes en največjih dogodkov v tej tematiki. Vzpostavil si tudi partnerstvo, ker si bil tudi zelo veliko vpleten v različne zgodbe digitalizacije, si vzpostavil partnerstvo z Evropsko agencijo Emota v skladu s projektom Certified Shop. Si tudi mentor v različnih združenjih, moj zelo dober prijatelj, imaš ogromno izkušenj, ne samo z področja postavljanja novih poslovnih modelov, odkrivanja novih poslovnih modelov, tržni analizi, postavljanje platform, tako da res ogromno nekih stvari. Tako da, preden greva v vse te različne izkušnje, zmeraj vprašam moje sogovornike, če je bila midva v gimnaziji sošolca, a si bil že takrat tak inovativen, pa so te zanimali poslovni modeli, kaj tukaj delajo, kaj tam? Čutim se prav dolžen, da ti da se ne veš, to opis, ki je bil res obširen, bom rekel, malo drugače zveni to slišati iz drugih ust, oziroma sploh si predstavljati, kako to je. Ampak predvsem poudarek tu, dosti si omenil, sem naredil, jaz poskušam biti precej humble, glede teh zadev in dejansko vse to smo naredili. Moja vloga je bila bolj kot ne, bom rekel, vodilo na momente, pa predvsem lepilo, ampak čisto nič od tega ne bi bilo možno brez izjemnih ljudi, ki me obkrožajo. Tako da, navezava na to, izjemni ljudje, sem bil tak v srednji šoli, če bi se takrat srečala. Ja. Vedno sem se rad obkrožil s posebnimi posamezniki. Sem bil tako podjeten, ne niti podrazno, niti slučajno. Sem bil, kar sem še vedno energičen, sem se zelo rad učil in mislim, da del mojega profesionalnega razvoja je ravno šel skozi to, da sem zelo pogosto opazoval, spremljal, kaj na nek način delajo te ljudje okrog mene. In sem se dejansko od njih učil. Predvsem tisto, kar sem se učil, je tisto, kar ne biti. In na ta način prideš do nekih spoznanj. Mama je rekla, jaz sem drugače v Splitu rojen Dalmatinec po
po krvi, mogoče po mnenju malo manj. No in danes, ko smo se sprehajali po Splitski, tako smo živeli 80, rekla mama, da sem se zelo pogosto me je zalotila, tako, ko sem zbežal, pa nisem bil ravno na igralih, ne, ampak sem sedel zraven starejših ljudi, ki so igrali šah, ne, pa sedel tam in jih spremljal in opazoval in z njimi se pogovarjal, no, tako da, evo. Sem pa bil precej dinamičen in aktiven na drugih področjih kot mladostnik pa študent, no. The best. Marin, glede na to, da si res izjemen posameznik, ki je ogromno ustvaril že v svoji karieri, pa verjamem, da še zelo veliko boš, zmeraj vprašam moje goste, veliko različnih klobukov nosiš. Od tega, da si trenutno podjetnik, solastnik, do tega, da si mentor, predavatelj, tudi svetovalec različnim podjetjem, pa me zanima, kaj je tvoja recept, kaj je tvoj recept za uspeh, kako si razporejaš urnike, se pripravljaš v nedeljo za cel teden naprej, si vsak večer pripravaš dan za naslednji dan, kako se razporejaš urnike, pa organiziraš? Ja, mislim, način, da bi ti rekel, da imam eno strukturo, ki redno deluje, ga ni zagotovo, ne. Sem sicer discipliniran v fazah, seveda, kako zdaj trenutno ta faza izgleda. Ja, priprava je, tako bi rekel, ne. Nedelje ponavadi se pripravljam za tekoči teden, naredim neko refleksijo preteklega tedna, to je ponavadi nedelja zvečer, ko otroci že odidejo spat, ko imam na nek način me time, thinking time in takrat na nek način se posvetim tem poslovnim planom, ki drugače jih, bom rekel, četrtletno zastavljam, ker imamo tudi v podjetju, v Autobriefu imamo en tak sistem OKR-jev, quarterly zastavljene. No in v glavnem si jih naprintam, rekoč pa jih imam nekje ob sebi, potem pa ob nedeljah sam delam track record glede na taske, da če bi temu rekel procesno gledano, tikete si naredim, no, in potem te tiketi ali pa taski jih poskušam reprioritizirati, ker se veš, iz tedna v teden se zadeve lahko spremenijo, ne. Vse dokler, bom rekel, ta short term goal načeloma ostaja enak, ne. Drugače pa hodim spat sorazmerno zgodaj, no, 10:30, se vstajam nekje med, ne bom rekel, da sem 5 AM club, ampak tam do 6 ure zagotovo. Pol pa ponavadi grem skozi proces dihalnih vaj, ne. Wim Hof mi je izredno blizu, pa ne zdaj, ko je postal popularen, ampak evo, že ene 8 let ga zagotovo prakticiram, no. Še ni bilo, po mojem, niti ene njegove knjige zunaj. In ta metoda dihanja, no, jo kombiniram, no, z takimi meditativnimi tehnikami. Kratko, jedrnato, 10-15 minut in to me na nek način požge. Kakšenkrat sledi potem kak cold shower, po pa trening, zajtrka ne jem, to sem gotovo, da mi ne ustreza, čeprav prej sem se pa pogosto držal tega kraljevski zajtrk, čim več, čim bolj obilno, ampak imam sodelavca in dobrega prijatelja, ki mi pravi, ja, prazna vreča ne stoji pokonci, ampak glej, mislim, da imamo dovolj na sebi, da lahko tudi brez tega laufamo. No, pol pa, glej, tam do 7 ure sem skoraj zagotovo v pisarni, če slučajno nisem na treningu. In potem pa akcija, imam en jutranji ritual, čaj ali kavo, če si naredim čaj, je to mate čaj, tega izredno rad pijem, no, tako po liter do 2 na dan. Kot študent sem ga začel piti, ko so mi ga svetovali, ker ima malo nootropične učinke, ne. Placebo ali ne, glej, deluje, dobro se počutim, počasi ga srkaš, pa je. Pol pa imam specifične dneve v tednu, ponavadi torek, cel dan si vzamem, na nek način si ga blokiram, tako da me tudi drugi ne morejo, rekel, rezervirati, tako da to je nek moj strategic day, pa četrtki popoldne, no. To sta, bom rekel, neka dva pilarja, neka dva stebra znotraj tedna, kako si teden organiziram. Sestanki interni so pogosto ponedeljki, ostalo pa potem sreda je seveda najbolj dinamična. Dajva se dotakniti, se pravi, tvojih začetkov. In sicer prva taka večja platforma, s katero si se srečal, je bila Bolha, kjer si pomagal v prodaji in si bil zelo uspešen in ste v bistvu tudi dosegli izjemno rast.
potem te je pa pot zanesla ceneje in to je bilo leta 2009-2010, kjer dejansko si bil eden izmed prvih zaposlenih. In povej mi, ko prideš v eno tako podjetje, ki takrat še ni znano, ki je treba postaviti, kjer je ogromno nekih izzivov, ne vem, kako si se takrat lotil? Kako si se takrat lotil dela? No? Kaj so bili te prvi koraki? Ja, veš kaj, bom ta del malo povzel. Moja partnerka, no, Tina, ona je pravzaprav bila pod navednicami krivc, no, da sem končal na Bolhi. V glavnem, na Bolhu sem prišel, ko je ravno se dogajal prevzem strani Štirje in takratna dva lastnika, solastnika sta ravno bila v procesu odhajanja, upeljevalo se je novo vodstvo, na nek način vstopala je korporacija not in mislim, če se ne motim, da nas je bilo okrog 30 v trženju takrat, samo v trženju. Kar velika skupina. No? Jaz sem bil zadolžen za področje nautike in trga športa in rekreacije. In moram reči, da sem se kar dobro odrezal, športnik sem od zmeraj po duši, trener sem od leta 97, tako da to področje me je zmeraj vleklo, nautika pa ja, se veš, Dalmatinec pa morje pa... To se tudi navezuje na eno zadevo, ko delaš nekaj z strastjo, zagotovo imaš boljše pogoje za to, da tudi nekaj pol dosežeš. Ne? Imel sem enega izjemnega mentorja na začetku, Uroš Prezelj, ki je bil sicer samo par mesecev z mano, še danes dober prijatelj, in mi je dal ena taka zelo praktična vodila, no? Kako se v tem svetu, ne samo digital, ampak v teh intrapersonalnih odnosih znotraj tudi take korporacije primerno postaviti, in kako se odzvati. V glavnem, dosegel sem svoje redne mesečne plane, tudi na koncu sem predaval interno, prenašal znanje, tudi to je bila dobra zadeva na Bolhi, da se to precej spodbujalo, no, ker ne nazadnje tudi količina ljudi je bila sorazmerno visoka. No. In v nekem momentu, mislim, da je bil ravno Miklavž, tam nekje na začetek decembra, me prav tako spet Tina kliče, no, ona je takrat delala na Studiu Moderni, bila je z Rokom Hrastnikom v internet oddelku, no, in mi pravi, a bi tebe mogoče zanimalo eno malo tako prebojno podjetje, ne, pa lastnik je Dalmatinec, ne, pa jaz tako, say no more, ne, deva se spoznati, ne. In pridem jaz potem, zdaj si predstavljam to okolje, pridem iz okolja 40 plus ljudi, tako urejene pisarne, vse veliko, na Dunajsko, 51 takrat, in se spoznava s takratnim potem solastnikom, današnjim tudi prijateljem, Željkotov, ne, in to je bila ekipa, reči, za ceneje 4 do 5 oseb, ne, procesi so bili izjemno mehki, ni bilo neke pretirane strukture, ampak bila je energija, bila je ena taka strast, bil je en predpogoj že pri teh ljudeh, da so videli, da delamo, mislim, vemo, kaj želimo, vemo, da bomo naredili nekaj dobrega, ne, samo moramo najti način, ne. In iskreno povedano, to me je privleklo, no? To me je pritegnilo in v resnici videl sem se v enem takem okolju, ker, jaz tako zelo rad povem, najdem užitek v neužitku, no? Comfort in discomfort, ne? In pravzaprav, potem, ko pomikaš te meje, že sam po sebi sem tak, da imam zelo rad, da se postavljam na nek rob, ne? Seveda, ne da padeš z roba, daleč tega, da ga pomikaš. In videl sem neko priložnost, ker se lahko dokažem, in ker predvsem lahko nekaj naredimo. No? In vse potem karierna pot je šla, tako bomo rekli, sorazmerno dobro naprej. Prevzel sem pozicijo tržnika, v roku par mesecev je edini tržnik je bil tam in rekel, živijo, zdaj boš pa kar sam nadaljeval, jaz grem, ne, in šel seveda svojo pot naprej. In potem sem na nek način bil zadolžen tako za analitiko, kot za sales, in zelo malo zatem, ko sem prišel, je seveda Željko, je imel visoke ambicije, ne, kaj lahko vse dosežemo, in je padla tako ideja, obstajajo neki problemi na trgu, dajmo poskušati narediti neki event, pa dajmo se probati še na Hrvaško premakniti. In v glavnem, seveda, sem rekel, Slovenija na nek način je postavljena, dajmo probati nekaj novega postaviti, jaz bi se rad temu posvetil in voilà, sem začel ponovno from ground up na nek način postavljati Hrvaško. In v mestnem cajtu smo iskali tudi direktorja za ceneje. In ker nikakor nismo našli nekega primernega vodjo, en dan se jaz isto oglasim pri Željku, da sem rekel, mogoče v tem cajtu, tvoj fokus je še na enem drugem biznisu, lahko jaz to probam, ne? Pa čisto
kot vmesno obdobje. In seveda on je to takoj pograbil, ne, in od 2010 dalje, tako rekoč, eto, pozicija CEO in gradnja ekipe, in sem zelo ponosen, no, ko pomislim nazaj, kako so te mali koraki, no, v resnici pripeljali do nečesa. In ti povem iskreno, kaj bo trovalo temu, ne. Jaz predvsem verjamem, da v resnici si ne najdeš, bom rekel, tekmeca nekje zunaj, v resnici tekmec je vedno sam s sabo, ne? In to ti mora biti merilo, ne? Da želiš biti vsak dan malo boljši kot včeraj, ne? Torej, da imaš te neke dosegljive zmage, seveda, da imaš ambiciozne cilje, vsekakor, ne? Ampak tekmuješ sam s sabo in to je tisti pokazatelj potem, ali greš res naprej ali ne, ker dejansko premikaš se itak po svoji trajektoriji, ne? In važno, da gre ta naprej. In ta del potem, bom rekel, ti daje potem novo gorivo, ne, te zmage, da potem vztrajaš naprej in si daješ potrdilo, ok, delam prav, smo na pravi poti, in seveda te potem tudi žene naprej. No, v glavnem, postavili smo Jeftinije v 2010, začeli smo takrat tudi z Shoppers Mind eventom, oziroma takrat je to bil spletni trgovec leta, ki se je potem preimenoval. In zadeva se potem sam širila, ekipa se je širila, departmenti so nastajali, marketing, sales, IT je seveda bil največji, ne, smo bili tehnološka platforma, ne, oziroma še vedno so. In v neki fazi smo se potem z solastniki, ki takrat potem smo vstopili v lastniško strukturo, no, mislim, da je bilo leto nekje okrog 2012, 2013, ne igra vloge. V glavnem, vstopili smo v solastniško strukturo in seveda šli smo potem skozi željo, igrali smo se s tem, kako bi in ali bi seveda pač prodali, ne, podjetje. In tukaj se je pa začel en čist nov roller coaster, ne, en tak zelo zanimiv roller coaster, no. V nekem momentu, pač humble kot menim, da sem ugotovil, da sam sebi kot direktor, pa sam sebi kot solastnik sem na nek način trn v peti, ne. In da če želimo res maksimizirati prodajo podjetja, ne, jaz mislim, da je prav, da poiščemo primernega strokovnjaka, da se jaz lahko posvetim nekaterim procesom, ki so zagotovo pomembni in morajo biti vzpostavljeni pred prodajo. No, in potem smo šli v akcijo, tako rekoč, no, in iskali smo kar nekaj časa. In začetkom leta 2015 se nam je pridružil nov direktor takrat, CEO, jaz sem zasedel pozicijo COO, torej operativnega direktorja, in začeli smo postavljati zadeve tako, da bi lahko podjetje čim bolj uspešno prodali. In to je bil en tako zelo zanimivo obdobje, da bi potem, če se ne motim, okrog konec 2016 se že začeli spoznavati s potencialnimi kupci, ne. In to je bila potem, dajmo reči, ta tretja faza, ki bo je prešla v eno četrto, tako zelo intenzivno fazo, ko pa greš skozi due diligence proces, ne. In tisto je pa čist druga žival, ne, pod navednicami. In zadeva se je uspešno končala, 2018 je bila prodaja zaključena, no, in moja zgodba z ceneje po 10 letih je prišla h koncu, no. Wow. Nora zgodba. Ampak vseeno, pojva še malo v drobovje. Vi ste praktično pod tvojim vodstvom od 2010 pa do 2015, se pravi v 5 letih ste zrastli, da ste imeli preko 500 B2B partnerjev, imeli ste 1 milijon obiskovalcev na mesec, kar so nore številke, sploh za Slovenijo, ki je praktično 2-milijonski trg. Pa mi povej, kako ste se tega lotili, ker to traja kar nekaj časa, vi ste pa praktično v 5 letih prišli iz zelo majhne ekipe na to, da ste bili ne samo lider v Sloveniji, ampak hkrati ste se že širili na tuje trge, že osvajali trge. Jeftinije je po enem letu imel praktično 100,000 obiskovalcev, kar je noro. Ja, pomemben poudarek tukaj, 1 milijon je bilo tako Ceneje kot Jeftinije, pa tudi idealno, torej srbski trg smo takrat začeli postavljati in 500 trgovcev je bilo na vseh 3 trgih takrat. Prva stvar, kar bi jaz rekel, kar še danes in jaz mislim, da za zmeraj bom prakticiral, je zagotovo, ena zadeva, zagotovo imeli smo dober produkt. Imeli smo produkt, ki dajo rezultate, ki še danes dajo rezultate, kar pomeni pripelje trgovcem primerne kupce, potencialne kupce, spravi skozi dobro uporabniško izkušnjo. Tako da
ta del je na nek način seveda en temelj, ne? Ampak ta drugi temelj je pa na človeški strani. In jaz mislim, da tisto najbolj ključno, kar smo imeli, je bil res iskren, dobronameren odnos in tudi pozicija nas do trga ni bila, dajmo prodati rešitev, dajmo prodati neko storitev, ampak dajmo v resnici tem trgovcem pomagati as best as we can. In znotraj tega ekosistema, ki smo ga takrat zgradili, nismo imeli samo en produkt, imeli smo par produktov in poskušali smo bundlati te produkte na primeren način, ne samo zato, da damo vse v paket pa maksimiziramo prodajo, ampak res dajmo pogledati, kaj temu trgovcu deluje in dajmo sproti optimizirati. In ta relacija, jaz sem imel v prodaji 5 fantov, no, pa eno punco v nekem momentu, tako da dajmo reči 6 oseb, da je bilo zelo aktivnih v svojem piku in vseh teh 6 oseb, lahko dam roko v ogenj še danes, so izredno pozitivno nastopali do strank in izredno iskreno iz vidika, kaj vas muči, na kak način lahko pomagamo, postavljali smo dejansko ušesa, da vidimo, kje je ta pain point, da vidimo, kakšne koristi bi želeli in tudi iskreno pristopali. Ko nekaj nismo mogli zdeliverati, smo pač raje odstopili od nečesa, kakor dejansko nadaljevali. Tako da ta odnos, ta relationship, ker ga tudi danes in prakticiram in seveda zahtevam, da ga vsi v podjetju prakticiramo, torej dobronamernost in predvsem usmerjenost v rezultate stranke, so bili temelj. In ta gradnja odnosa potem ti tudi začne odpirati vrata in to iskreno z njihove strani. Vse veš, na začetku smo vsi bolj zadržani, ne? Vemo nekdo, on mi je prišel nekaj prodati ali pa ona, ne? Ampak v resnici, ne nazadnje sam si omenil, živimo v majhni Sloveniji, 2 milijona, je majhno okolje. Tukaj pač delaš trajnostno, če že temu rečemo, danes uporablja ta beseda pogosto, tako da mi smo že takrat gledali na to in delali smo dolgoročno. In to je dalo pol rezultate, seveda, to ni nekaj, kar ti iz danes na jutri obrodi sadove, ampak tako kot si sam omenil, ne, 5 dobrih let, od 2010 do 2015, tako da. Prej si večkrat izpostavil že ekipo, kar je super slišati in zelo spodbujam take, rekel, direktorje, menedžerje, liderje. Pa me zanima, ko pa si ti postavil ekipo, ko si bil v tej funkciji, ki je bilo zelo ključnega pomena, da imaš dobro ekipo, kaj so bile lastnosti, ki si jih zasledoval? Kaj je bilo potrebno, da ste uspeli? Misliš, ko sem kadroval? Ja, ko si zaposloval, kakšno ekipo si postavil? Glej, stvar, ki jo iščem pri posameznikih, spet to je, bom rekel, industry ali pa job specific, ne? Ja. Ampak v mojem primeru zaenkrat je bilo zmeraj attitude, torej odnos. To je prva zadeva, ker ne nazadnje vzpostaviš neko kulturo, ne? In zdaj spuščaš v to kulturo določene ljudi, ki pašejo, ki jo oplemenitijo pravzaprav, ki jo nadgrajujejo, ne? In zame je odnos, karakter osebe je na nek način, bom rekel, ključen. Zdaj, kako tega prepoznaš, to je na nek način soft skill, ne? Poskušaš igrati in komunicirati direktno in iskreno, ne, povedati, v kaj prihajaš, kakšen si, kakšna je, in na to potem gradiš z vprašanji, v redu, želim na drugi strani osebo, ki je disciplinirana, želim osebo, ki ima strast. Zdaj, dostikrat, ne, recimo tudi meni reče, ti si izredno motiviran, sploh ne, niti podrazno, sem discipliniran, verjamem, motiviran nisem, ne. Ampak disciplina je pa nekaj, kar te dejansko spravi skozi tiste težave, prideš v trenutke, ko enostavno ne gre več, ne, valjda ne gre in zelo pogosto in lahko so bolj pogosti ali pa ne, disciplina te pa dejansko potegne skozi. V glavnem ta attitude pa znanje potem obrodi nek skill set, ki je potreben, da lahko neko delo izvedeš in to potem da rezultate. Tako da zame prva stvar, attitude, disciplina in seveda pač passion posameznika, ne. To bi rekel, da je bila osnova, no, pri kadrovanju, oziroma je še danes, no. Pol pa lahko to midva nadgradiva, ne. Rečeva, kaj iščem še pri osebi? Želim, da je sposobna kritičnega razmišljanja, ne. In kaj v resnici pomeni kritično razmišljanje, dostikrat nekdo reče, negativen pomen besede aplicira. Ne, v resnici govorimo o tem, jasno, utemeljena na nek način sodba, komunikacija in direktno, ne, veš, treba se je postavljati zadeve pod vprašanje in želiš na drugi strani imeti posameznike in posameznice, ki ti ne kimajo, ne, ker jaz tako pravim, moja naloga kot direktorja je na nek način threefold, če jo poskušam združiti. Eno je to, da skrbim, da je na primeren način vizija skomunicirana, da prihaja in da pomagam graditi na tej kulturi. Druga zadeva je, da skrbim za denar, seveda,
In tretja, da poskušam se obdajati in zaposlovati ljudi, ki so boljši od mene. Ker, tako kot sem na začetku povedal, ekipa da rezultat. Jaz sem lahko dober na nekem področju, zagotovo nisem dober na vseh področjih, kaj šele perfekten, ne? Imam manjka na marsikaterem področju, ga imamo vsi. In z ekipo, ki primerno zapolni ta področja in se zaveda te odgovornosti, ki mi jo predaš, pač pol pridejo rezultati. Se strinjam in mi je zelo všeč, da si izpostavil tudi to kritično razmišljanje. In je tudi meni zelo pomembno, da ko dajem oziroma prejemam feedback, da je oboje smeren in hkrati, da je ne samo negativen, ampak tudi pozitiven. In sem zelo vesel, če dobim feedback. Pa me zanima tvoje mnenje, ker v poslovnem svetu se velikokrat tega feedbacka malo bojimo in ga ponovadi tudi ulepšujemo. Velikokrat pride tudi do sandwich efekta, kakor temi pravijo, da daš nek pozitiven feedback, negativen pa potem pozitiven. Pa me zanima tvoj pogled. Sandvič si ga rad samo v toasterju naredim, pa ga pojem, ga zelo ne rad uporabim. Mislim, ga sploh ne uporabim v takem primeru. Ti bom z druge strani povedal, meni je izredno blizu mi je Ray Dalio, pa njegova knjiga Principles. In če zdaj bom prav malo abstrahirati, torej feedback kot tak. Kaj je pomembno, vse zame pri tem, ko daješ nek feedback? Imaš na drugi strani, ne govorim o zidu, imaš na drugi strani nekoga, s komer vzpostavljaš in imaš nek odnos, torej deva štarti iz tega, nekdo, ki je v tvoji organizaciji, ki je v tvojem timu, torej si ga na nek način CEO spustil kar pomeni, to osebo si mogel spoznati skozi čas. Veš, predvidevaš, kakva bi lahko bila, z opozorilom rekel predvidevaš, in ti moraš svojo komunikacijo seveda prilagoditi, bom rekel, sogovorniku na drugi strani. In kaj pa je pomembno? Zdaj v vsako interakcijo vstopaš z nekim ciljem, in ta cilj, torej pri podajanju feedbacka, imamo nek cilj po vsej verjetnosti, torej ne dogaja se zdaj brez tega. In če imaš jasne cilje, to je prvo treba dati po mojem na mizo pri tem, ko dajaš feedback. Zakaj v resnici midva zdaj tukaj sediva? Zakaj se pogovarjava? In zelo pomembno pri teh ciljih je, ker ko greš v podajanje nekega feedbacka, zdaj, če ne govorimo o pozitivnem feedbacku, če govorimo o tem, da želiš povedati nekaj, kar je kritičnega in kar bi lahko osebo na drugi strani potencialno prizadelo. Treba je postaviti na mizo probleme. O nečem se ne pogovarjati je slabo. In se moraš vprašati, ali želiš imeti take osebe v svoji okolici. Seveda, obstajajo načini, ni nujno, da imaš prav način, ampak dajva reči, imava jasen cilj, kaj v resnici želiva. Moramo identificirati, kaj je problem, zakaj v resnici midva tukaj sediva in moramo se zavedati, moramo sprejeti, da v resnici ne bova tolerirala tega problema. In enkrat, ko imava to na mizi, midva veva, kaj je problem, ga diagnosticirava, v resnici pol začneva delati na tem, da postaviva nek plan, kako bova to zadevo rešila. Ker jaz verjamem, da cilj podajanja nekega negativnega feedbacka je, da potisneš skozi v nek pozitiven outcome, da pride do neke rešitve. Pa lahko je to na koncu tudi zaključek sodelovanja, če govorimo, ker da pa je nekaj nerazrešeno, to je isto kot, če bi rekel, doma mi dejansko ne dela hladilnik, zdaj bom pozabil na ta problem, da hladilnik ne dela, lotil se ga bom in ga bom popravil, in isto tako je, ljudje niso hladilnik, seveda, ampak imamo vsi neke skupne cilje in delamo v neki organizaciji, v nekem timu, kjer v resnici želimo nekaj doseči, in če neke zadeve ne štimajo, moramo jih nasloviti in moramo najti skupaj, ali pa moramo najti skupaj, kako bomo to rešili. In jaz mislim, da te strah omejuje pri tem, da se boš naredili bomo napake. Jaz sem v svoji karieri naredil, me niti najmanj ni sram povedati, naredil bistveno več napak kot dobrih stvari. Kar sem uspel narediti iz teh napak je, da sem seveda se nekaj naučil in potegnil nekaj pozitivnega. Ampak ti povem zagotovo, da za vsako pozitivno zadevo, ki sem jo na koncu izpeljal, je stala kopica tistih manj pozitivnih, ki so potem pripeljali do tega. Tako da, to je to. Jaz sem precej tak, own your outcomes na koncu koncev, in pač pomeni se, adresiraj. Vsi rečejo, ni treba vsako juho vročo pojesti, seveda, treba počakati, da se lonc malo ohladi, ampak potrebno pa je se usesti. In ta proces, jasni cilji, identificirati probleme in se zavedati z drugo stranko, da v resnici ne želiva tolerirati problemov, kljub temu, da danes ta pomen problema ima spet negativno konotacijo, pa gremo na izzive, v redu, lahko so izzivi,
deva jih skupaj diagnosticirati, deva dejansko se zmeniti, kako bomo naredila plan in obvod okrog tega in deva biti disciplinirana pri reševanju tega problema. Se strinjam, ful lepo si povedal in se meni tudi zdi, da je treba zmeraj o stvareh, ki nas motijo, sploh, ko se gradi neka kultura v podjetju, se je treba javno pogovarjati, oziroma se je treba čim prej pogovarjati. Zdaj, ena stvar me zanima in sicer, vem, da si ti tudi mentor v večjih poslovnih združenjih, si tudi mentor različnim osebam, pa me zanima, si tudi ti v življenju imel kakšnega mentorja, ki te je zaznamoval pa usmeril? Ja, torej malo prej sem omenil na Bolhi, recimo Uroš Prezelj, ga imam dejansko kot enega od prvih mentorjev, bom rekel, v tem digitalnem poslovnem svetu, ko sem vstopil. Sem pa, tako da bi ti rekel eksplicitno, bolj kot mentorje imel sem in facilitatorje in omejevalce in gledam na to, da če tudi z nekom nisem šel skozi nek klasičen proces mentoriranja, sem se od vsakega od teh ključnih oseb nekaj naučil in teh oseb ni malo. Te osebe so mi dale, seveda, če si jih poslušal, če si bil pozoren, če si prakticiral nenazadnje to, kar si od njih ali pobral ali se naučil, so mi dale izjemno, izjemno veliko. In iskreno ti povem, da bistveno več teh, od katerih sem se naučil, kaj ne delati in kako ne postopati. Tako da žal ne morem ti nalepiti ime, ja, ta oseba mi je bila mentor, ti bom povedal, da danes prakticiram mentorstvo, seveda tudi z par osebami, sem tudi mentor, kot si omenil, in tudi kot trener, evo, ti povem, od 97. sem v trenerstvu certificiran, tudi rehabilitacijski trener, ampak vedno sem pristopil k temu, jaz zase ne morem narediti primeren program, jaz potrebujem nekoga, ki bo mene dejansko lahko nadziral in kontroliral in že kot trener sem to upošteval in verjamem, da tudi v poslovnem svetu se tega izjemno držim. Imam mentorja na finančnem področju, imam mentorja, bom rekel, na coachingu z odnosom s kadrom, imam mentorja na tem, kako dejansko razmišljati, mogoče malo bolj strateško, imam mentorja na tem, kako razmišljati malo manj strateško. Super. Top. In super, da se tega, se mi zdi to, kar si sploh zdaj na koncu izpostavil, da se premalo ljudi zaveda, da v vsem ne moreš biti najboljši. In da je dobro, da imamo pomoč na različnih področjih, ker s tem samo rastemo. Točno. Če se še malo vrnemo na ceneje, me zanima, kaj bo tisti trenutek, ko ste se pa dejansko z ekipo zavedali, to je pa to. To je pa platforma, ki ima nenormalno veliko, rekel, ne samo trakcijo, se pravi traction, ampak da ima dejansko zelo, zelo velik potencial in da je možnost v neki točki iz tega narediti glavno oziroma svetovno platformo, oziroma saj, če rečemo regijsko platformo. Vidim, da boš razočaran, ne morem ti dati aha momenta, ker bi to primerjal s tem, ko daš raka v lonec, pa počasi segrevaš vodo. Mi smo bili v enem procesu, živeli smo nekaj, bili smo tim, imeli smo se fajn, dosegali smo neke rezultate in potem seveda spet s tistim, kar sem prej omenil, napredek, vsak dan malo boljši. Enostavno čez čas nas je pripeljalo do neke točke, kjer smo videli, res smo dosti naredili, je pa res, da smo se premalokrat ustavili, da bi rekli, cool, recimo ravno to je ena zadeva, ki danes bistveno več prakticiram, moramo se pa vendarle potrepljati po rami, to smo dosegli, in bolj pogosto slavite zmage, ampak po drugi strani si lahko rečem mladostna rost, smo vsi takrat bistveno mlajši, sorazmerno mladi tim in enostavno drival nas je ta social poslovni del, kjer je zraven, da ne bo zvenelo narobe, res stranski rezultat bil tudi zelo uspešen produkt. Super. Pejva zdaj naprej na tvoj trenutno položaj. In sicer trenutno si izvršni direktor in pa soustanovitelj mladega podjetja, ki zelo hitro raste z imenom Autobrief. Daj nam malo razloži, kaj delate, kaj to je, da bojo v bistvu naši poslušalci spoznali. Ok. Zdaj, ti bom tako povedal. Potem, ko smo zaključili, ko sem na ceneje zaključil, vse veš, v CV-ju zelo dobro izgleda exit, seveda pojavlja se množica ponudb, tako multinacionalk kot velikih podjetij, ampak zaradi tega mojega driva potem, da bi želel postaviti in imeti škarje in platno in postaviti nekaj from ground up, so prišla zdajšnjim poslovnim partnerjem in prejšnjim, torej Željkom, na
idejo, ni bila ideja, pravzaprav opazili smo iz njegovega, bom rekel, biznisa, da obstaja neka potencial na trgu pri trgovcih z rabljenimi vozili, no, če bom to tako malo zložil. Ne. In v osnovi, skozi spoznavanje tega procesa, ko sem delal market research, pa začel sem tudi v UK-ju, pa v Franciji, pa potem seveda pri nas, v resnici začel sem doživljati nek déjà vu, ki sem ga imel v e-commerceu 2007, 2008. Torej, trg se je znatno spremenil in to je bilo ravno malo pred korono. Povpraševanje v avtomobilskem trgu se je začelo spreminjati. Ne? Torej, potreba po mobilnosti, car sharing se je začel pojavljati, vse bolj intenzivno, tudi pri nas. In v resnici opazili smo, da obstaja potreba kupcev, ki v resnici ni najbolje zadovoljena strani ponudbe na trgu. Ne? In za me to bil nek aha moment. Evo ga, tukaj dejansko ti lahko rečem, Mark, to pa je bil za me aha moment. In to sem zelo rad ponavljam, je bil déjà vu, kot sem ga imel v e-commerceu. In v glavnem, rekli smo, ok, ti trgovci nimajo osnovnih pogojev zadovoljenih, zdaj generaliziram seveda, ne? Ampak oni se ukvarjajo z enimi zadevami peš, na roko, nima avtomatizirano, nima sploh digitaliziranih nekaterih procesov. In osnovna ideja je bila postaviti platformo, ki v resnici digitalizira nabavne, upravljavske in prodajne procese prodajalcev vozil. Ampak skozi spet raziskavo trga smo ugotovili, ok, nekaj takih rešitev že obstaja na trgu, mogoče so bolj enterprise nivoja, ne? Dajmo mi narediti nekaj novega. In ta ideja platforme se je razvila potem v idejo ekosistema. In tisti 3 stebri, ki sem ti jih prej omenil, torej nabavni, upravljavski ali pa management del, pa prodajni, so postali na nek način kot plasti, kot layeri na torti. In ugotovili smo, da dajmo mi v ta ekosistem, to je en citat, ki sem ga prebral, orkestrirati vrednost. Ne? Torej v resnici dajmo v te vertikale vključiti dodano vrednost zunanjih partnerjev, s čimer bo naša dodana vrednost in dodana vrednost, bodisi storitev ali produktov, ki jih zunanji partnerji lahko ponudijo našim končnim kupcem, in naši končni kupci so B2B, govorim, torej trgovci z rabljenimi vozili, ki jo lahko dodajo v našo platformo in v resnici s tem dvignejo dodano vrednost in profitabilnost znotraj vsakega od teh procesov. Jaz vem, da zveni komplicirano, ampak če si predstavljamo samo 3 procese, nabava, upravljanje, prodaja, ne? Vsak od teh ima neke specifike, ne? In če tudi ne bi rekel, to je, mislim, lahko rečeš, da to ni samo aplikativno na vozila, ne? To je aplikativno na nepremičnine, aplikativno na plovila, na letala, karkoli, vse ima nek nabavni proces, vse ima neka stanja, vse ima nek prodajni proces. In torej 24. januarja 2020 se mi odločim, ok, dajmo inkorporirati podjetje, ustanovimo podjetje, mesec zatem se veš, kaj je bilo, ne, korona. Ampak navkljub temu se je za nas korona izkazala tako zelo pozitivno. Zakaj pa? Produkta še nismo imeli in nismo se pa niti postavljali, rekel, napram našim novim potencialnim strankam, češ, mi vemo, kaj vi potrebujete. Ne? Pristopili smo izredno agile. Torej, vstopili smo na trg, vedeli smo, da ok, trgovci kar naenkrat imajo ogromno časa, trg je bil zaprt in organizirali smo s temi trgovci klice, online sessione, ko je bilo možno, potem smo seveda tudi organizirali manjša srečanja, ne, potem, ko se je trg odprl, ampak v tistih 4 dobrih mesecih na začetku smo mi akvizirali izredno veliko količino znanja, specifik tega trga, ki nam je v resnici pomagala, da smo sploh razvili produkt, kot smo ga, in da smo dobili prve stranke. In takoj potem, ko se je trg odprl, mislim, da je bilo 6. maj, če se ne motim, ali 12. Smo že začeli veselo z obiski teh naših strank. Organizirali smo tudi, bomo rekli, fokusne skupine, delavnice, da pokažemo tem trgovcem, kaj smo v resnici uspeli razviti v tem kratkem času, potem, ko so nam dali ta nek njihov know-how. Ne? In tukaj so se pokazali že prvi rezultati. Imeli smo prve testne, pilotne stranke in fast forward se veš, trg je bil malo odprt, malo zaprt, izredno veliko negotovosti, ampak za nas, jaz mislim, da smo to maksimalno izkoristili na pozitiven način, da smo dali ven produkt po dobrem letu, ki ima na zadnje danes, evo, v tem trenutku 84 trgovcev v Sloveniji,
in prek katerega se je prodalo preko 13 tisoč vozil. No. Oh. Tako da nek market share že imamo in v resnici tisto, kar je za nas pomembno in kar je nenazadnje tudi tem našim strankam mogoče malo nenavadno, je to, da vi me pa sprašujete po mnenju, ne, in potem jaz to mnenje dam in kar naenkrat se to tudi v programu pojavi. Ne. Torej, moja ideja se razvije in jaz to lahko dejansko uporabljam v svojem delovnem procesu. Ne. Seveda, saj tukaj greš skozi proces, da na nek način skozi sito spuščaš zadeve, ki pridejo iz več različnih virov, ampak imajo skupen imenovalec. Ne. Tako da to je to. In zdaj v resnici na čemer delamo, seveda, da dajemo pač na vrednosti tako iz vidika uporabniške izkušnje, da je leta čim bolj enostavna. Naša platforma je pač neodvisna od naprave in lokacije, torej tako kot sem imel SaaS, torej dosegljiva z mobilnim telefonom, iz katerekoli lokacije, ker želimo dati našim strankam to svobodo, ne, da lahko svoje delo opravljajo od koderkoli in predvsem, da se ne ukvarjajo z birokracijo, ampak da se ukvarjajo s tistim, s čimer v resnici oni bi se morali in se najbolje tudi ukvarjajo s strokovnjaki. To je dobra nabava in še boljša prodaja. Top. Zdaj, za 2 leti staro podjetje, res zelo, bom rekel, izjemen traction, izjemno, kar ste naredili. Pa me zanima, zdaj glede na to, da imaš ti stik, hkrati na eni strani hočeš postati platforma za prodajo, upravljanje pa dobavo, pa me zanima, kako pa ti gledaš na prihodnost mobilnosti. A opažaš, da gremo vse bolj v ta car sharing, pa podjetja v fleet management, pa ogromno je teh nekih izrazov. Daj nam malo svoj pogled, ker imaš res dnevno stike s tem segmentom. Ja, glej, 2019 je, rekel, tudi startupi v car sharingu, poznani so koncerni, ki je bil kot DriveNow, pa ShareNow, to so bili BMW, pa potem ta drugem je bil tudi Mercedes, no, ki so poskušali po različnih evropskih državah s temi koncepti in seveda, pač živeli so takrat, ampak pač korona je naredila svoje. Ne. Ta trend se trenutno še ni vrnil nazaj, vsaj jaz ga ne opažam. Kar se je zgodilo, je zaradi spremenjenega stanja na trgu in to spremenjeno stanje je naslednje. Torej, imamo manko novih vozil, kar pomeni, da se je izredno povečalo povpraševanje po rabljenih vozilih, kar je privedlo do tega, da so cene rabljenih vozil izjemno poskočile. In seveda ta scarcity rabljenih in novih vozil seveda drži eno tako zanimivo situacijo na trgu. Ne. Zdaj, k temu dodaj še to trenutno situacijo, v katero gremo, in to je pač recesija in denar postaja vse dražji, ne. Kar opažamo, je to, da se dogaja, imeli smo prej manko ponudbe strani vozil, pa povečano povpraševanje, ne. Zdaj pa opažamo, da seveda pač ponudba se veča, ker se tudi posledično povpraševanje je začelo zmanjševati, ravno zaradi strahu, negotovosti in skrbi. Nenazadnje tudi denar je postal malo dražji, ne. V katero smer zadeve grejo? Ja, vidimo, da se trgovci lotevajo novih tudi poslovnih modelov, ne? Torej, da ni samo nabava prodaja, ampak je tudi najem vozil. Zdaj, tukaj pač moraš gledati na to, da kokoš jajce situacija, ne? Pri nas, bom rekel, to, da nekdo najame vozilo, ne, je še vedno povezano s tem, kot to je draga storitev, ne? Operativni leasing, je sploh na nek način neka neznanka, ne. Ampak ljudje na momente, mislim, v večini primerov ne znamo dovolj dobro razmišljati, ne. Kaj mislim s tem predvsem? Zelo pogosto, ko se pogovarjamo v mojem socialnem krogu, jaz imam še tudi vozilo najeto, pa prakticiram to že zelo dolgo, pa se pogovarjam s kolegi, pa pravijo, ja, to te pride, ne vem, toliko pa toliko na mesec, ne, to je 500 € na mesec, ne, in tako dalje, ne. Ja, ampak pozabljaš pri tem kalkulirati, da jaz razen goriva nimam nikakršnih stroškov pri tem, nisem imel nikakršnega down paymenta, torej, po domače rečeno, pali vozi, ne. In moraš, pa nekdo reče, ja, 10 000 dam za avto in to čisto odmisli, ne, pa vidi, koliko ima tekoče stroške vzdrževanja, pa mogoče niti na letni ravni ne potegne skupaj, pa ne podeli na mesece, ne, pa se mu zdi to sorazmerno malo, ne. V resnici ni res, ko potem vse skupaj sešteješ, vidiš, da obstajajo seveda drugi poslovni modeli, ne, ampak so nam še vedno tuji, nas je še vedno strah. Kar čutim
tudi z naše strani kot dolžnost do trga, je, da trg educiramo, ne? Da postavimo tudi na nek način do končnih kupcev s pomočjo partnerjev na radar te različne oblike mobilnosti. Dajva se še malo dotakniti in sicer prej sva šla pogledati, kaj so te lastnosti, ki so ti pomembne, ko postavljaš ekipo. Pa vem, da smo šli v zadnjih 2 letih čez zelo razburkano obdobje covida, zdaj prihaja še zelo zanimivo obdobje pred nami, ki zna biti zelo težko. In me zanima, kaj pa misliš ti, da mora pa po drugi strani dober vodja imeti oziroma lider? Kakšne lastnosti so danes potrebne oziroma pomembne? Dober lider, veš, tiste klasične, kaj je menedžer, kaj je lider, v to se sploh ne bi spuščal. Ne? Ja. Ampak po mojem mnenju, dober lider mora biti, prva stvar, mora biti dostopen svoji ekipi, mora jih mora jih opolnomočiti, zato da ti bom na ta način povedal. Ko sem kot trener, ženo sva tudi imela svoj gym na Obali, torej telovadnico, in jaz sem v svoji karieri imel 379 individualnih strank. Ja, vem to številko na pamet. Wow. Brez da štejem skupinske vadbe. In v nekem momentu, jaz tudi to dejavnost sem opravljal, tudi ko sem bil na ceneje, popoldne, zvečer, čisto zaradi tega, ker potreboval sem stik z ljudmi, ne? Ampak predvsem, kaj mi je bilo pri tem pomembno, je to, da moj občutek, da sem nekomu pomagal, da je njegova kvaliteta življenja izboljšana, ne? Tam sicer govorimo, je psihosomatika, ampak fiziološki del, ki je potem posledično na psiho vplival, mi je dal neko zadovoljstvo in meni nek satisfaction. Lahko bi rekel temu, pač zadovoljal sem svojo potrebo, da se počutim, da sem nekomu pomagal. In to v nekem momentu, ko smo se preselili v Ljubljano, seveda, gym smo zaprli, in v nekem trenutku sem imel tako eno majhno krizo, ki sem rekel, ta del mi pa res manjka, ne? Ja. Ampak ti povem, da izredno hitro sem našel točno ta aha moment, ki je bil temu, čak malo, vse v resnici, jaz preživim v službi z mojimi sodelavci več časa na koncu kot s familijo, in jaz imam tukaj izjemno priložnost, platformo, da tem ljudem, ker so mi zaupali na nek način njihov čas, njihovo prihodnost, pomagam. Ne? In pomagam predvsem na ta način, da pač uživajo v tem, kar delajo, da se lahko razvijajo, ne? In da izboljšujejo svojo kvaliteto življenja. In kot vodja, jaz mislim, da to je moja primarna dolžnost, ne? Seveda, upoštevajoč vse tisto, kar sem ti prej omenil, kakšne ljudi spustiš zraven, ne? Ampak to, kar jaz njim dajem, ne? Je to, da vejo, da se lahko name zanesejo, da sem tukaj kot njihov support, da jih znam poslušati, da znam tudi, ne samo dejansko biti, da znam biti korekten, ne da sem ustrežljiv, ampak da sem tam zato, da ponudim roko, ampak tudi takrat, ko je treba, da ne rečem zdaj na šeška, da ne bo kdo nekaj mislil slučajno, ampak da znaš dejansko iskreno in dobronamerno povedati, kako tudi zadeve ne štimajo. Tako da moj ego ne sme biti tukaj nikoli ovira, ne? In dober lider je tam za svoje ljudi, zato da jim pač pomaga, da svojim motivom pomaga, da dejansko se razvijajo in skozi to njihovo zadovoljstvo in razvoj tudi razvijajo podjetje in nazadnje tudi vodijo samega. Jaz bi rekel to kot primarna zadeva, ker kaj se potem posledično zgodi? Imaš lahko na račun tega, vzpostavljaš neko dobro organizacijo in organizacijsko kulturo, ne? In gradiš na ljudeh, ki potem imajo, in seveda, spustil si ljudi, ki imajo velik značaj, in gradiš skozi ta odnos neke večje sposobnosti, ne? In te ljudje potem, bistveno bolj, ko so zreli, imajo na nek način v tej kulturi, ki je odprta, tudi priložnost se pogovarjati o nesoglasjih, jih dajati nad površje, jih reševati in imeti zadovoljstvo nad tem, ko dejansko ta nesoglasja rešijo, in posledično to zame vodi v neko smiselno delo, smiselne odnose in okrepitev odnosov. Daj mi povej, če greva pa zdaj pogledati malo tvojo kariero, in tudi jaz, ko pogledam nazaj, se opažam, da sem bil na začetku, ko sem dobil pomembnejše odgovornosti, precej drugačen, kot sem danes. Včasih sem mogoče zelo hitro odreagiral na kakšen e-mail ali pa na kakšen telefonski klic. In tekom kariere se je ta moja, bom rekel, temu čustvena inteligenca ali pa odziv spremenil, rajš prespim, rajš razmislim. Pa me zanima, kako je pa rekel, da se je pri tebi ta stil oziroma slog vodenja spremenil, pa od tega, ko si bil na Bolhi, pa do tega, ko si prevzel prvi pomembnejši položaj
postal direktor oziroma CEO, ceneje ga popeljal na neko točko, ki je res nora, šel naprej in sedaj, ki si pri podjetju Autobrief? Good question. Jaz mogoče prvo zadevo, danes sem že parkrat to omenil, ne. Jaz mislim, da je bila ključna stvar to, da pač razvijem neko sposobnost soočanja z ne vem, ne poznam, ne morem, ne. In vse te ne, torej, sem potem poskušal na nek način pač ponotranjiti in iti drill downat, ne, v resnici, kaj je to, da jaz sam sebe omejujem pri nečem, ker v resnici na koncu koncev si sami postavljamo neke omejitve, ne. In iz tega posledično potem jaz menim, da sem uspel razviti skozi čas nek primeren decision making process, ne, ker v resnici največja nevarnost smo ravno pri tem, ker sam sebe kontroliraš, torej sam sebi si, ne, in te, bom rekel, negativne emocije. To je tista prva zadeva, s katero jaz mislim, da je največji učinek dalo kasnejšim rezultatom. Torej, sooči se s tem, kaj v resnici pomeni ne vem, ne znam, ne zmorem, ne, odstrani te negativne emocije, tudi ko ti ne gre, torej odstrani motivacijo, drži se discipline, imej strast, pač ki je povezana z nekim ciljem, ne, in ne ukvarjaj se s tem, kako izgledaš, ukvarjaj se s tem, da dosežeš rezultate. In to ne pomeni, da puščaš tudi trupla, ne. Ja. Pa jaz mislim, da bom izključil besedo mislim, prepričan sem, da to, da si sposoben, ta zadeva zagotovo terja in jo še vedno razvijam, to, da si sposoben se spustiti v perspektivo skozi oči nekoga drugega, ne, tako nase kot na ostale, potem posledično te lahko pripelje do tega, da odstraniš tudi sodbo iz vsake komunikacije, ampak glej, različni zorni koti so, različni pogledi, ne, zate 6, zame 9, ne, klasika. In ta del zahteva neko rast, zahteva en kup spet napak, ne, zahteva tudi kakega šamar nazaj, ne, po domače rečeno, ampak to te nauči, to te utrdi. In to, da začneš potem ceniti ta nek thoughtful disagreement, ne, ko mu rečejo, ne, torej, midva se ne rabiva torej razumeti, lahko pa se sprejmeva, midva se lahko usedeva za mizo, lahko prideva do nečesa, kar, bom rekel, kot dvema zrelima osebama predstavlja, vsak drži svojo stran in se ne moreva zmeniti, lahko pa se zmeniva, kako greva stran z mize in kako bova nadaljevala. In it's good enough. Ne rabiva imeti enakega pogleda, jaz te ne rabim prepričevati, ne rabiš ti mene, ampak lahko najdeva nekaj skupnega, pa lej, se posloviva. To je res, in tako, kot si prej lepo izpostavil, je zmeraj dobro iskati osebe, ki te prekašajo v določenih znanjih, ne, da Vedno. imaš ta celovit pogled. Zdaj zmeraj malo potipam in mogoče celo malo sprovociram, in sicer, če bi šel nazaj v preteklost, ali bi kaj spremenil? A veš, da to sem bil že parkrat vprašan in ti povem, da niti eno zadevo. Zakaj? Zaradi tega, ker vse te zadeve, vsi te manjki so me pripeljali do točke, kjer sem danes, ne. Karkoli bi spremenil, bi vplivalo na to. Ja, lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, ampak glej, sem hvaležen za to, kjer sem, za vse, da ne povem kakšne grde besede, ki sem jih naredil, ne, in jih res cenim in jih ne bi zamenjal za čisto nič. So boleli, res so boleli in jih je bilo izjemno veliko, ampak ni časa za jamranje, ne, pač preživeči, move on, ne. Kako bi pa rekel, Marin, ti si bil oziroma si športnik, pa od leta 97 si profesionalni trener. Kako bi pa rekel, a vidiš kakšno paralelo med športom pa poslom? Ja, mislim, zagotovo jih je, saj jih imaš na več nivojih. Glej, saj tudi pri športu, mislim, marsikateri športnik, tiste dve zadeve, ki sem jih rekel, disciplina in strast. Jaz mislim, da uspešnega športnika brez strasti praktično ni in tistega, ki ni discipliniran, lahko pozabi na rezultate. Ker imaš zaid, bolečina je neprijetna, ne, ampak če znaš uživati v tej bolečini, ne, pa ne govorim David Goggins style, ker tisto je res malo pretirano, je fajn, da te mogoče zmotivira in te dvigne, da ostaneš, ampak ni ti pa treba krvaveti in puščati nohte, pa nekaj, no, mogoče komu tudi ja, ne. Zame te dve povezavi zagotovo, disciplina, strast, to je to. Današnji svet je zelo stresen, oba veva, da živimo v svetu digitalizacije, kjer smo stalno vpeti v različne aplikacije, na laptopih, praktično delovni časi se podaljšujejo na nek način, ker smo skozi odzivni.
Pa me zanima, kako pa ti handlaš stres? Kaj je tista stvar oziroma tiste stvari, ki jih počneš, da se sprostiš? Omenil sem ti malo pred dihalne vaje, ampak jih ne prakticiram takrat, ko sem pod stresom. Ne? Takrat, ko sem pod stresom, ali pa ko se zaznam, da sem pod stresom, se prepustim na nek način tem emocijam. No? Pa ne na ta način, da jih potem manifestiram, ampak malo prej smo se pogovarjali o pogledu iz različnih zornih kotov, poskušam razumeti, zakaj sem pod stresom, kaj v resnici za Boga me je spravilo izven tira. Na koncu sem jaz dovolj, da me to vrže iz tira. Ampak če ti rečem, ta neka disciplina z dihalnimi vajami, treningi zagotovo so neki stres reliefs, sprehodi z hčerkami ali pa aktivnosti s hčerkami. Dobil sem enkrat zelo dober nasvet, pristopi k tvojim hčerkam, ker sem rekel, želim imeti več interakcije z njimi, ne? Pa enostavno ne vem, kako se jim približati. Moje dve mali, ena je 13, druga je 9 let. In sem dobil nasvet, ja, nehaj ti prihajati z idejo, ampak pristopi do njiju, pa vprašaj, kaj bi one rade počele. In pač sam dediciraj jim čas, pa naj te one vodijo skozi to. In to ti povem, da je bil tak game changer, pa nedolgo sem ga upeljal. In Tamari mi je bilo na začetku tako izjemno nenavadno. Mislim, kaj zdaj ta želi? Ampak čemu daš priložnost potem? Ne? Daš priložnost temu, da one diktirajo igro in da ti dejansko one se začnejo odpirati. Ne? In ta sprostitev, da sem prisoten tam z njima, ko me one govorijo, ne, o zadevah, ki njih veseli, je tudi en zelo tak stress relief, ki si rečeš, poglej življenje skozi njihove oči. Ja, seveda je bistveno bolj enostavno, ne poznajo kompleksnosti in tako dalje, ampak meni je to tako tak čist outlet ventil. Ne? In en gratitude ti tudi daje potem to nazaj, ki si rečeš, take dve famozni biti sva skupaj s partnerko pripeljala na svet in jih vzgojila, ne? In pač I feel good about it. Ne? To je to. To je best. Pejva zdaj iz uspešnega poslovneža malo tudi v tvoje privatno življenje, da te še malo spoznamo po drugi plati. In sicer zelo zanimiva stvar je, da si ti poletje preživljal na Cezoceankah z mornarji in da si prvo alkoholno pijačo spil v Panamskem potopu pri 12 z ameriškim pilotom. Kako je bilo to? Ja, glej, moj oče je bil poveljnik. Preživel sem izjemno veliko časa, torej tudi stran od svojih sovrstnikov in sem ga preživljal tudi čez poletja, čez počitnice z mornarji, z oficirji, mama, sestra pa jaz. To je bil cajt, oče delal na splošni plovbi, to so bili časi, ko so bile družine, tudi on je plul na plovilih, ki so takrat torej kontejneraši, razsuti tovor, prevoz lesa, celuloze. Na nek način so prihajale v luke, v velika mesta, tam so ostajale po 5-10 dni in v resnici to je bil tak zelo zanimiv field trip, ne, family trip. In ta čas, ko je oče bil z doma, na nek način smo ga kompenzirali z njim v okviru njegovega, službenega okolja. Ne. Ampak to je zame bilo tako, eno tako, za vsakega otroka, magična izkušnja, ne. Pa takrat, veš, ni bilo ravno neki računalnikov, ne, kar pomeni, risali smo pozicijo, učil sem se risati pozicijo plovila na karti, glede na to, kakšna hitrost je bila pri plovilu, kako trajektorijo je imela, na kakem kurzu se nahaja, potem na radarju gledal zadeve. Dostikrat, to sicer danes Bog ne daje, da bi se naredilo, sem bil na krmilu, ne, ko smo prihajali v luko, pazi, to so bila plovila 200 do 250 metrov, ne, pa potem seveda to gre skozi en proces, dobijaš navodila, hard ride, 10 degrees port in tako dalje. Ne? In celotna ta moja izkušnja s temi bistveno bolj zrelimi ljudmi od mene in z različnimi kulturami predvsem. Torej, lahko ti rečem, da sem se nagledal sorazmerno precej oceanov, no? In precej različnih držav in kultur. Mislim, da to mi je dalo na nek način ta temelj in predpogoj za sprejemanje te raznolikosti in ublažitev nekega temperamenta, ker, glej, pazi, ti, ko nekam prideš, when in Rome, act like a Roman, ne moreš po svoje. Ampak,
kot enemu otroku, tako to je bila ena res fantastična izkušnja. To sem nekako do svojega 13. leta smo prakticirali, no? Pol pa seveda, veš, prideš v puberteto, pa poleti ti postanejo druge zadeve bolj zanimive, ne? Če se vrneva na panamski prekop, ja, če se prav spomnim, pluli smo dejansko iz Nanaimo, Vancouver, gor iz Kanade, torej po Pacifiku dol proti Panami, in prišli smo pred panamski prekop na pacifiški strani in zdaj ti tam moraš čakati vrsto, ne, po domače rečeno. Torej, veš, greš skozi te bazene, mora priti en pilot gor, ki te pelje skozi cel ta prekop, to traja dejansko celo noč. Medtem, ko se premikaš, ne, mi smo, mislim, da 2 dni, 3 dni, če se ne motim, smo stali tam na sidru, ne, lovili ribe, morske pse, tako, fantastično, ne. Pa enkrat proti noti, mislim, da je lih noč padala. In seveda, kot mulc hočeš to vse videti, ne? Tam ti je tudi swamp, pa se pelješ skozi te različne bazene, pa se to polni, pa gre plovilo naprej. In celo noč biti gor, ne? Pa mi v enem momentu bil en ameriški pilot, ne, se veš, pa Američani, ne. Ja. Pa tako v enem momentu me vpraša, ne, pač, boš tukaj z mano eno pivo spil, ne? Bili smo gor na mostu, si to ti najvišji del, ne? Valjda, seveda, se hotel ostati buden. Ja, kaj misliš, da sem po tisti 0,33 pivi ostal buden, šel sem spat. Tako da jaz mislim, da ravno izhoda iz panamskega prekopa nisem doživel, ne? Ampak ja, to je bil ta prvi experience. Je pa tako, moram pa res reči, oče tudi držal do tega. Tisto poletje smo potem čez Atlantik pluli v Savono in ja, ni bilo kaj. In sestra in jaz smo imela za delati. In neka disciplina jo je oče že takrat vtolkel, ne. In to je bilo piketavanje, ne. To je zelo en tak poseben sistem, kako zbijaš barvo dol iz teh kovinskih delov plovila, ne. In hard work, cel mesec dela pod navednicami za zasluženih $50. The best. Peva še malo na stvari, ki jih rad gledaš in pa bereš. Se pravi, najljubša knjiga, najljubša serija, kaj te zanima? Ja, tako ti povem. Enkrat je žena videla, kako kolekcijo knjig sem vzel v enem letu, pa me vpraša, če sem hrček slučajno, ampak prva stvar, zelo imam rad fizične knjige. Sem v digitalu, ampak to, da primem knjigo v roke, pa da zavoham tisti papir, mi pač je... Tudi jaz, ja. Ja, mora biti. Zdaj, da bi ti rekel, prav najljubša knjiga je odvisna od tematike, ne. Tudi zdaj berem par knjig, pa ti bom pol naštel, ampak recimo kombinacija, recimo Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, to je čisto taka kratka knjiga, govori, dejansko je na dva dela je razdeljena, ne, ampak predvsem govori o tem, kako je njegov čas skozi taborišče, kako v resnici ga je preživel, kaj mu je dalo voljo do življenja in ta perseverance in resilience, ki ga je zgradil, ne. In ne nazadnje, ne samo to, tudi ni ob tem, mislim, se je imel negativna čustva, ampak ni gojil, bom rekel, nekih negativnih zamer do, bom rekel, njegovih jetnikov, ne. Tako da ta ena taka bolj, rekel, filozofska pa globoka, pomenska. Drugače pa Ray Dalio sem ti omenil, Principles, res top knjiga, tudi knjiga, ki sem jo največkrat podaril, meni izredno blizu. Ravno zdaj berem njegov Changing World Order, zelo zanimiva, tudi če je nekomu zanimiva ekonomija, makroekonomija in zgodovina, tako res zanimiva kombinacija skozi kakšne cikle smo prišli. Pa naprej, stoicizem je blizu, Ryan Holiday in cel ta njegov spekter od Ego is the enemy, Obstacle is the way, pa ne nazadnje Paul Peterson, Willing, kaj še kaj tazga. Matthew McConaughey je bila zadnja knjiga, tudi taka, bom rekel, leposlovje, ki sem jo prebral. Green Lights, res super knjiga. Tako zelo zanimiva izkušnja, ne. Tudi on ima tisti en quote, ne, ki reče, da v resnici, življenje ni lahko, ne poskušaj ga narediti takega, ker na koncu koncev ne rabi niti biti pošteno, ne. Pač sam nesel jaz v neko past, ne, nekega upravičenosti občutka, zdaj si žrtev, ne, nisi žrtev, ne, pač push through, ne, in vsak ima neke izzive, prebrodi jih, nadaljuj in ne misli, da so tvoji najhujši. Tako da glede knjig to, kar trenutno berem, ja, Ray Dalio, pa imam različne knjige, veš, sočasno 2-3 ponovadi berem, ne, ampak so tematike različne, ne. The Moral Animal, ja. Kaj pa kakšne serije gledaš, če ti čas dopušča?
Ja, zdaj so že eno padlo not v Casa del Papel, ne, Money Heist. Ja. Drugače pa ti bom povedal, kombinacija Billions pa House of Cards mi je bila ena taka zanimiva, no. Pa si je zdaj ena taka, bom rekel, malo futuristična, pa ne ravno najbolj pozitivna, ampak ja. The best. Zelo malo, res. Zelo malo serij uspem pogledati in se kar nabirajo, ampak je pa sprostitev takrat, ko je. Ne. Hobi. Zdaj, prej sva že omenila, da verjamem, da znaš zaradi dihalnih vaj zelo dolgo zadržati dah, tako da vem, da se rad potapljaš. Kaj še je tazga, kar počneš? Jaz ti povem, da potapljanje na dahu in podvodni ribolov povezan s tem je tako res edina v resnici ena taka zelo globoka sprostitev. Pa ti povem čisto zakaj. Spet, ker si izpostavljen enemu hostile okolju, ne? In v resnici brez hrane lahko preživiš tok in tok tednov. Brez vode, glede na temperaturo in vlago v zraku, spet tok. Brez zraka zelo malo. Ne? In enkrat, ko se potopiš, imaš tisti en dih. Ne? In takrat moraš biti zbran. Tam si. Ne? In moja delovna globina je tam tudi okrog 30 metrov, no? Na pljuča govorim, ne na flaše. Ali si tam, ali te pa ni več. Tako da zveni tako precej hard, ampak jaz v tem najdem en tak res mir. Ne? Drugače pa jadravc, no? Jadravc že, začel sem jadrati prvi team building s podjetjem, ko smo šli leta 2008, če se ne motim, 2009. Wow. Brazilski jiu-jitsu, takrat, ko nisem precej polomljen. Tako da to je to, kar se tiče športa. No? Mislim, tako sem vsestranski športnik, se nisem specializiral ravno za eno zadevo, razen za potapljanje na dah, ampak zdaj, ko sem v Ljubljani, v Savo se ne bom šel potapljati, pa v jezera tudi ne, tega je mogoče malo manj, no? Ta del mi mogoče malo manjka. Ja. Zdaj, glede hrane, te poznam in vem, da imaš zelo rad steke. Celo 30 plus dni mora biti v ležalni, da so ta pravi, pa medium rare, spravno še. Kaj pa glede, ki sem te vprašal, kjer je kakšen podjetnik, ki ga spremljaš, ali v Sloveniji, ali globalno, a je kakšen tak, ki bi ga izpostavil, da ti je malo kot vzornik? Ja, Ray Dalio sem ti že parkrat omenil, mislim, da sem že kolca, no. Drugače pa ne, mislim, obstaja izjemno veliko uspešnih podjetnikov, ne, in spet glede na tematiko poskušam analizirati tam, kjer želim na nek način se izboljšati, poiskati, ne, Tim Ferriss style, ne, kdo ti po domače rečeno lahko da največ, koga se najbolj priporoča za neko področje in potem od tam dalje. Nisem pa ravno fan, da bi zdaj rekel, ok, ta oseba in noben drug, daleč od tega. Vsak, levo, desno, dol, vsak ima nek nugget koristnega znanja, ne? In če si le pripravljen poslušati, ne? In aplicirati seveda v svoj kontekst in v svojo perspektivo. Tako da žal enega imena in primka ti razen Ray Dalija ne moram dati. Fair enough. Če bi šla zdaj na tvoj telefon, kaj so aplikacije, ki jih največkrat uporabiš? So biznis aplikacije, ki so tako drugače day-to-day use, mimo tistih ne gre, kaj konkretno to je. Revolut za banko, spremljanje finančnih trgov, to mi je tako čisto zanimivo iz vidika investicij. Potem so različne analitične aplikacije, CRM, task managementi, to je to. Osebne aplikacije, tako kot jih imam, klasične social zadeve, Instagram, LinkedIn, pol pa, kaj vidiš, kaj da gre v športne del, tega imam kar nekaj, no. The best. Glede na to, da si zelo discipliniran pa organiziran, verjamem, da imaš vse zelo popredalčkan. Dejansko, a verjameš, ko vidim od nekoga telefon, ne, pa greš na menu od spodaj, pa je vsaka ikona je kar zmetena, ne, no way, jih moram imeti v nekih strukturah, ne, pa imam social, multimedia, travel, ne, work related, jadi. The best. Mari, zdaj pa še najpomembnejše vprašanje in sicer pri nas imamo že kar lepo število poslušalcev, ogromno mladih podjetnikov, študentov, pa vse do izkušenih menedžerjev, članov uprav in tako naprej. Pa me zanima, če bi lahko povzel in nam dal nekako 3 nauke,
ali navezane na posel, na življenje. Kaj bi te 3 nauki bili? Jaz upam, upam, da je kdo kaj odnesel že iz kakih prejšnjih zadev, ki sem jih povedal. Omenil sem recimo Matthew McConaughey, to, da pač zavedaj se en nauk, življenje ni pošteno, je prav, da boli, ne poskušaj ga narediti prelahkega, ker pač v komfortu ni napredka. Ampak, če bi mogoče rešil skozi eno, če se dotaknem strasti, sanj, ciljev, kakorkoli, mislim, da ljudje se preveč bojijo slediti svojim sanjam, in se premalokrat si damo tudi prav, da si rečemo, res je prav, da nas je strah, ampak v resnici jaz mislim, da bi nas moralo biti bolj strah to, da si rečemo, ni hujše, da ostanemo tu, kjer smo, ker posledično s tem, ko ne slediš tem nekim ciljem ali pač sanjam, ki si jih zastavil, na nek način postajaš čez čas nesrečen. Zdaj, čas gre. Ena stvar, ki jo imamo vsi enako, ne glede na to, koliko denarja, koliko resursov imamo, je pač čas. In kvečemu, če ne boš zasledoval svoje stanje čez 5 let, a boš bolj srečen? Ne, boš bolj nesrečen. In na koncu koncev, ja, lahko bi tudi rekel, ok, v redu, razkošje je iskati tisto, kar te osrečuje, ampak mislim, da vsak pri sebi mora imeti neko moralno obvezo, da si prizadeva predvsem za tisto, da sledi tistemu, kar ga v resnici izpopolnjuje, kar dela tebe, deep down. Da nisi toliko površinski in da se zavedaš, da pri tem, ko to zasleduješ, da to, kot sem prej omenil pri McConaugheyju, to ni lahko, zahteva žrtvovanje in v resnici ljudje smo ustvarjeni za boj. Vsak od nas se je zboril, da je bil med tistim spermijem najhitrejši, najboljši, da je prišel skozi, in da se potem spopade z nekim svetom, z neko realnostjo. In menim, zasleduj sanje in želi si izzivov, ker v resnici nočeš biti navaren, hočeš biti močan. In recimo za otroka so mi enkrat en oče mi je zelo fajn povedal, rekel, da male ne želiš dati v varno okolje, želiš jih pripraviti, da se soočijo z okoljem, ker ne boš nikoli tam, to je tista, da je nekomu ribo ali pa ga nauči loviti ribe, niste s tem. Nauči nekoga, da je capable, da se zna soočiti s problemom, da se ne rabi sekirati, če pade, ker nisi heroj, če ne padeš, heroj si, če se pač si pripravljen in se ostajaš, in da se sprejemaš na optimalen način z izzivi. In s tem, da se zaveš, da te to tudi okrepi. Prav je, da ti spodleti, ampak to je tvoja najboljša možnost, da zasleduješ, ker vse ostalo je neuspeh. Najbolj žalostno, da se najverjetneje najdejo tudi ljudje, ki se najdejo na svojih, smrtnih posteljah, in potem ugotovijo, da v resnici so bili mrtvi tako rekoč celo življenje. Tako da upam, da to ni prevelika filozofija, ampak jaz sem imel kar nekaj tragičnih situacij, iz vidika s določenimi posamezniki, ki mi je bilo res žalostno, ker na nek način niso živeli. What's life? Zasleduj svoje cilje in tudi, če ne uspeš, si vložil svoj best effort. Se strinjam, zelo lepo povedano. Tako da, dragi poslušalci, še enkrat, z nami je bil Marin Vladović, moj zelo dober prijatelj, mentor, predavatelj, profesionalni trener, in jaz zelo velikokrat pravim, da ne samo, da je strokovnjak za platforme, ampak da je dejansko s platformo ceneje.si digitaliziral naše nakupne navade in jih tudi naredil boljše. Tako da, Marin, še enkrat najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje poglede, izkušnje. Res, jaz sem navdušen, vem, da bojo poslušalci tudi, tako da hvala še enkrat. Mark, hvala za čas, hvala za priložnost, poslušalcem, vse dobro, pa upam, da kaj izluščijo iz te filozofije, pa mogoče kako pametno zadevo nas aplicirajo. Da bom pa počaščen, če me bo kdorkoli pač kontaktiral, mogoče hotel še kak info več. The best. Hvala. Hvala, Mark. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.